Spoštovani bratje in sestre, danes vam želim spregovoriti o družini. O družini kot temeljni vrednoti krščanske vere, v kateri imamo starši zelo pomembno vlogo. V današnjem svetu so vrednote pogosto postavljene na preizkušnjo. Družina je naše zatočišče, kraj ljubezni. Trdim, da je družina Božji dar, ki se ga moramo zavedati vsak trenutek. Otroci so naša dediščina, ki jo je potrebno skrbno varovati in negovati. Starši moramo biti zgled otrokom. Moramo biti prisotni pri odraščanju otrok, ki jih poslušamo, ko smo potrpežljivi pri njihovi rasti v samozavesti in želimo biti razumevajoči v dobrem in v slabem. Moramo znati postaviti tudi meje, ki pri vzgoji niso dejanje omejevanja, temveč so dota otroku. Meje mu pomagajo, da se razvije v odgovorno, čustveno stabilno in spoštljivo osebo. Prav z njimi starši omogočamo otroku boljše življenje v svetu in ki od njih zahteva tako samodisciplino kot spoštovanje drugačnih. Današnji hiter tempo življenja terja veliko odpovedovanja, kompromisov, trdega dela, vendar si moramo vzeti čas za pogovor, predvsem za poslušanje, brez očitkov. To je ljubezen, ki se odraža v spoštovanju, poštenosti, skromnosti in usmiljenju. Zavedati se moramo, da dejanja govorijo glasneje kot besede. Na nedeljo družine imamo pred očmi sveto družino, ki je že 2000 let en velik vzgled, ki mu pomen ne zmanjša, morda je celo še bolj pomemben njen zgled, kot je bil kadarkoli do sedaj. Sveti Jožef, ki nima v knjigi vseh knjig nobenih zapisanih besed, je bil velik mož, poln molitve, trpljenja in veselja v sveti družini. Gotovo se je veselil učlovečenja v Marijinem telesu. Prenašal je preizkušnje na poti v Betlehem. Je jokal od veselja, ko je v naročju držal odrešenika sveta. Z Marijo je pel hvalnice Bogu, delal z detetom Jezusom v svoji delavnici in se ob negotovostih vedno znova prepuščal Božji volji. Vsako leto, ko postavljamo jaslice, si prekličemo tisto skrivnostno noč v Betlehemu, ko sta Jožef in Marija končno našla zavetje v majhnem hlevčku, ko se je rodilo dete in je Marija držala novorojenčka Jezusa v naročju. Jožef je skrbel, da je bilo obema čim bolj udobno in toplo. Skupaj s pastirji in živalmi, ki so jih obiskovale, so občudovali nebogljeno dete, ki bo nekega dne objemalo ves svet. Kmalu je prišla nova preizkušnja. Jožef je v sanjah zaslišal Božji glas, ki mu je sporočil, da hoče kralj Herod škodovati otroku. Velik zgled starševske odločnosti se je v tistem trenutku pokazal pri njem. Takoj so odšli na pot v Egipt, dokler nevarnost ni minila. Kako na mestu je bilo takrat zaupanje v Boga, ljubezen in pogum v zelo težkih trenutkih. Mladim pa je še posebej zelo ljuba Jezusova zgodba o izgubljenemu in najdenemu v templju. Zgodba ima globok pomen in je hkrati zelo človeška. Z njo se lahko poveže vsak. Kot prvo, velika skrb staršev za otroka in razumevanje pomena življenja. Skrb za ljubezen in nerazumevanje v odnosu
starš otrok. Ko sta Jožef in Marija našla Jezusa v templju, jima ta odgovori, da je v hiši svojega očeta in po njegovem ni bilo razlogov za tako skrb. Človeško nista mogla razumeti pomena njegovih besed. Vsi trije so odšli domov. Jezus jima je bil pokoren in napredoval je v modrosti, rasti in milosti pri Bogu, kot beremo v Evangeliju. Zgodba ne daje odgovorov, vabi pa nas k razmišljanju. Tudi v našem okolju je družina večkrat prikazana kot dinamična enota, kjer se vsak posameznik sooča z različnimi izzivi, a na koncu prevladata ljubezen in povezanost. Brez močne družine se človeštvu slabo piše. To je skriti zaklad smisla življenja. Brez očeta in mame ne bi bilo ne mene in tudi vas ne. Bodimo hvaležni, da smo tukaj in da lahko podarjamo drug drugemu del sebe, svoj čas in skrb za prihodnost zdravega naroda. Amen.